slovenskih trenerjev, ker ste bil selektor in moške in ženske reprezentance. Ja, res je, v bistvu lahko rečem, da je tako ena kot druga reprezentanca. Je bila v tistem času kar velik izziv zame, da sem v bistvu obe funkcije prevzemal z velikim veseljem, tudi odgovornostjo in nabralo se kar nekaj skupnih let, tako v moških kot tudi v ženski košarki. In kakšni so te spomini danes, ko zavrtite nazaj? V bistvu lahko rečem, da so tudi malo mešani, kajti v bistvu v tistem času pogoji za delo niso bili tako fantastični, kot imajo reprezentance danes. Če se samo spomnim na tiste prve priprave moške članske reprezentance, ki smo v sredi največje vročine opravili v Novi Gorici, v hotelu brez klimatske naprave, je bil takrat, lahko rečem, kar izziv izpeljati to do konca. Tudi v teh časih je bilo težje dobiti nasprotnika, sparing partnerje v času priprav, kot je to danes. Tudi pri ženski reprezentanci smo začeli, lahko rečem, v nekih bazah, ki so košarkarsko manj prepoznavne, Mozirje, Nazarje, Žalec. In lahko rečem, šele v zadnjih letih je tudi ženska reprezentanca dobila pogoje, kot ima članska reprezentanca in da se zadnje to tudi pripeljalo do teh velikih uspehov, ki žanjejo v zadnjem letu tudi ženska reprezentanca. Kakšna je razlika zdaj med delom s fanti in pa dekleti? V bistvu neke bistvene razlike v samem delu ni. Mogoče je v bistvu celo na taktičnem področju pri ženskih reprezentancah smo lahko dosegli bistveno več, kajti koncentracija igralk v teh taktičnih pripravah je bistveno višja. Vsekakor je tudi drugačen pristop v sami telesni pripravi, ampak kljub temu mislim, da nekih velikih razlik ni. Je pa tista zadnja reprezentanca, kjer smo vodili žensko reprezentanco v tistih kvalifikacijah, ki se tudi, lahko rečem, so se končali zelo nesrečno, kajti bili smo priča kar številnim poškodbam igralk. Spostavili eno dejstvo, da je pač motivacija bila v tistem času v ženski reprezentanci bistveno višja kot pri moški reprezentanci. Morda na samem začetku pri delu z moško reprezentanco je bil pristop igralcev sigurno čisto drugače, kajti skozi sito reprezentance marsikateri igralec bil tudi dobro pogodbo v tujih klubih. Zdaj ta naša rubrika poletna se imenuje minuta odmora. Koliko je minuta odmora pomemben dejavnik na tekmi? Vsekakor, da je to pomemben faktor, tudi ni naključno, da je pač z novim pravili se tudi število teh minut odmora povečalo. Vsekakor je treba izkoristiti ne samo za neke taktične napotke, tudi za neko meritev, v bistvu za neke principe, da se spomni igralce, kako je treba odigrati. Zelo pomembno je bilo zame vedno, da smo tudi spremljali v času minute odmora vse z enim kotičkom očesa, tudi igralke in igralce, ki niso bili na igrišču in na podlagi tiste njihove koncentracije smo se tudi lažje odločali, koga čim prej postaviti tudi na teren. Nam zaupate najbolj nenavadno minuto odmora z vaše kariere? V bistvu, žal je bila vezana na žensko košarko, igralka, ki je bila zelo vroča na igrišču, izredno razpoložena, je klicala menjavo, menjave ni se mogel dobiti pravočasno za minuto odmora, v bistvu je pa šlo samo za odprt nedrček, tako da si v bistvu ta minuta odmora sigurno zelo dobro zapomnil. Glede na vašo profesijo, ste namreč tudi profesor računalništva, ste eden od prvih trenerjev, pravzaprav teh pionirjev, ki je začel treninge uvajati s spletnimi učivencami in tako naprej. Kako je prišlo do tega? Kakšen je bil odziv takrat? V bistvu v času dela za moško reprezentanco smo v bistvu probali neke osnovne stvari prenesti na računalnik, ampak v bistvu pogoji za to spletno delo takrat, če niso bili takšni. V tem ciklusu reprezentance, ko sem jo prevzel v tem drugem svojem obdobju, smo pa že imeli na razpolago v bistvu tudi tole delo nadaljavo, spostavili svojo spletno učilnico, kjer smo igralkam po vsakem treningu dodajali nove taktične zamisli, kratke posnetke treninga, opozarjali na napake. Tudi vse priprave na nasprotnice so imeli igralke na voljo v tej spletni učilnici in so lahko kadarkoli pogledali v bistvu ali tiste svoje napake ali v bistvu se skoncentrirali na igralke, za katere so bile zadolžene po skautingu na sami tekmi in mislim, da je bil tak pristop izredno pozitiven, da so igralke ogromno časa prebile v tem času na spletnih učilnicah, po drugi strani smo pa v bistvu s tem dosegli, da smo jim dovolili malo več odmora, kajti ogromno stvari smo lahko opravili že na delo nadaljavo, brez tistih mukotrpnih dolgih sestankov in mislim, da je tak način dela danes v bistvu
dobesedno nujno potreben in ga tudi trenerji pri svojem delu bistveno več uporabljajo, kot so ga v mojih časih. No, zdaj ste že omenili to, da je današnja tehnologija, ne? Se pravi, te začetke v primerjavi z danes, kaj je vse na voljo, ne? Če primerjamo. Sigurno prvič, zmogljivejši računalniki, tablice so tiste, pa mobilni telefoni, ki so nadomestili kamere, bistveno manj dela je s prenosom nekih podatkov iz kakršnega koli medija, posnetega s kamero. Tudi ogromno smo že v tistem času opravljali snemanje na daljavo, se pravi tako imenovanimi spletnimi prenosi, kjer smo lahko tudi že v bistvu določene ekipe posneli in je že tudi v času, ko je bila tekma končana, že dobili tiste prve vtise o posamezni reprezentanci, kako igra in se na podlagi tega tudi pravočasno in bistveno bolje pripravili na samo tekmo. Se pravi, tudi tehnologija sestavni del športa? Sigurno, brez tehnologije, v bistvu, tudi takrat smo poskušali nekje uvesti reprezentanco tudi 3D tehnologijo, ki je bila v bistvu bistveno bolj propagandnega značaja, pa v bistvu neka pomoč pri samem delu, ampak v bistvu mogoče na nek način smo tudi motivirali igralke, da so tudi spoznali tak način dela in ga verjetno tudi katera od njih ali predlagala nekim svojim strokovnim štabu ali pa ga tudi že sedaj naprej uporabljajo. Kako je vas pravzaprav zanesla med trenerji? V bistvu začetki mojih segajo že v daljna leta, tam nekje od leta 1977, začel sem takrat še telovadno društvo Podčetrtek, Partizan, kjer smo pač ustvarili neko občinsko selekcijo občine Šmarje, Belča, Rogaška, Podčetrtek in v bistvu tista selekcija imela kar nekaj nadarjenih igralcev. Vidno opazil, da se je trener Zmago Sagadin, ki je bil takrat trener Libele iz Celja in v bistvu najprej mi je odpeljal dva moja najboljša igralca v tej selekciji, Jožeta Unfelorbena in pa Branka Kidriča, župana in pa tudi izredno dobrega športnika. Kmalu zatem pa je pozval sodelovanje tudi k meni in v bistvu sem začel svoje delo kot fizioterapeut, trener za telesno pripravo, bil njegov pomočnik in tudi prevzel vodenje mladinske ekipe letnika 62, takrat v Libeli v Celju. A pa je neka, mogoče celjska prva gimnazija tudi nekakšen garant za uspeh v trenerskem poslu, ne? Če se ne motim, ste tudi obiskali to gimnazijo, pa Milan Čepin, Zmago Sagadin, Aleš Pipan, Zoran Laščič. Začetni košarke na Celjskem, Slavko Kokot. Sigurno, imel sem še to čas, da me je tudi Slavko Kotnik učil športno vzgojo. Potem, ko sem se iz ženske košarke, kjer sem bil trener v Rogaški, vrnil nekje v moško košarko leta 1987, postal tudi prvi trener takratne Libele. Sem najprej asistiral, ker je bil pač Zmago Sagadin na službi Rogaškega Roka, Miletu Čepinu. Spoznal sem v bistvu, lahko rečem, zame je izredno pomembna dva načina dela. Eno trdo delo, dolgotrajni treningi, v bistvu tega verjetno edina ekipa v Sloveniji, ki je pod vodstvom Zmaga Sagadina trenirala dvakrat na dan. Priprave na tekmo, študiozen pristop, potem pa sem v bistvu, ko je bil Zmago na služenju Rogaškega Roka in nekaj časa tudi na izobraževanju v ZDA, postal pomočnik Mileta Čepina, ki je bil v bistvu trener navdiha, pravi košarkarski lisjak, v bistvu ogromno stvari si je zmislil dobesedno na tekmi sami, ki so tudi funkcionirale. In v bistvu, ko sem uspel združiti oba pogleda na košarko, lahko rečem, da sem dobil tisto pravo popotnico za svoje samostojno delo. Lahko rekel tudi, da ta prva gimnazija v Celju je bila imela kar oddelek za trenerje. Sigurno, mislim, ne samo košarki, tudi Prašnikar, ki je bil trener nogometni iz te gimnazije, lahko tudi iz ostalih športov je bilo kopisa trenerjev, ki so bili v tem času v gimnaziji. Zato je trener, profesor športne vzgoje, profesor računalništva, preizkusil se kot strokovni komentator na radiju. So to podobne zadeve ali so različne? Mislim, da to vse skupaj zelo podobno. Ves čas svojega dela v trenerstvu sem istočasno tudi poučeval športno vzgojo z različnimi profili dijakov, tistimi z nižjega poklicnega izobraževanja in lahko rečem, da sem ugotovil, da je ogromno nekih sovpadanj pri načinu obnašanja, pri vrhunskem športniku in pa enemu igralcu, ki ne more kontrolirati svoja čustva, ko sem bil to primer v šoli in lahko rečem, da je bilo to istočasno delo v šoli in v klubu zame tudi, kaj se tiče razmišljanja o obnašanju igralcev, o
psihologiji igralcev zelo dobro došla in lahko rečem, tak način dela mi je tudi zelo pomagal pri mojem delu. Pa ta radijska izkušnja? Ja, v tej radijski izkušnji se naučiš na nek način hitro prepoznati neke stvari na radiju, to še dovolj pomembno kot na televiziji. Več čas smo več ali manj skupaj delala z napovedovalcem Francijem Pavšarjem in bil sem zadolžen ravno za tele taktične spremembe, neka predvidevanja, kaj bi bilo dobro, kaj bi bilo v tem trenutku koristno. In lahko rečem, da sem tudi z strokovnim vodenjem oziroma strokovnim delom v klubih, v reprezentancah in pa z tem poročanjem v eter dobil ogromno izkušenj, ki so mi v tem pomagali tudi, lahko rečem, dobesedno skoraj pri zaključku svoje košarkarske kariere. Pa se mogoče iz te novinarske tribune kaj drugače vidi, kaj iz trenerskih ljudi? Sigurno, tudi mi komentatorji, so komentatorji, smo lahko bistveno bolj pametni v tistem trenutku, predvidevamo, kako bi lahko bilo, ampak večkrat sem se ugriznil v jezik in se spomnim, kako je bilo takrat, ko sem jaz sedel na klopi, ko v bistvu je bistveno več faktorjev, ki jih enostavno ne vidiš razdalje, ker si vpet v tekmo, ker veš, kako je potekala priprava, kot pa nekdo, ki pride na tribune in v bistvu nadaljavo vidi neke stvari, sigurno drugače razmišlja, tako da razumem trenerje, da so včasih tudi zlili jezo na neke novinarske komentarje, po drugi strani pa vsaj meni v svojem delu je bila tudi kakšna novinarska kritika dobrodošla. Se pa tole pa radi soočate z izzivi, ne? Kakšnega novega v bližnji prihodnosti vas čaka? V bistvu zdaj mi je glavni izziv končati svoje službovanje, ker imam hčero, ki živi trenutno z vnukinjo v Ameriki, me verjetno čaka tudi malo večkrat pot tja, da bom pač več ali manj blizu nje in to je zdaj tudi moja glavna preokupacija in pa moje razmišljanje. Hvala, srečno. Hvala.